Spoštovani mladi junaki, naš vzor, spoštovane kolegice, kolegi, dragi starši, vsi, ki podpirate te mlade borce, ki jih je mogoče življenje že na začetku njihove mladosti nekoliko zapeljalo mogoče po nekaki drugi poti. Danes je res poseben dan za vse. Za vas, ki ste prišli v ta parlament in nam prinesli zlate pentljice, kakor tudi za nas, da imamo možnost se srečati z vami in vam prisluhniti. September je mesec, v katerem ozaveščamo ljudi, širšo javnost o otroških rakih. Letno v Sloveniji zboli preveč 70 otrok. 70 otrokom se življenje v vrelcu mladosti ustavi. Morajo se ustaviti na točki, iti skozi vse boje, skozi vse krivice, skozi vse stiske, da dosežejo tisto, kar je najbolj pomembno, kar je mogoče zdravim povsem samoumevno vzeto. Da ohranite svoj bit, svoje življenje in seveda življenje je lepo. To vedno poudarjam. Lahko rečem, da smo v Novi Sloveniji vaše stiske v preteklem mandatu že slišali. Vemo, da so bile velike tudi s strani vaših staršev. Tako smo zakonsko uredili pravico do sobivanja staršev z vami v bolnici med zdravljenjem in pošteno dali tudi možnost denarnega nadomestila za starše, ki se odločijo, da ste vi njihov zaklad in da ste pomembni samo vi in ne njihova služba ali kaj drugega. Razumem vašo bolečino, jezo, strah, občutke, kako se bo končalo krivice. Sama sem šla skozi preizkušnjo raka. Ni bila lahka, pa vendarle vem, da v primerjavi z vami so vaše poti in vaše borbe mnogo težje in mnogo bolj večje. Kot sem že dejala, v vas kipi življenje, ki se mora podrediti diagnozi rak. To je nerazumljivo težko za vas in vaše starše, vaše bližnje. Danes se govori veliko o otroških rakih. Nekaj pa je pomembno. Zagotovo ni pomembno samo ozdravljenje, ampak tudi kako vi kvalitetno živite v prihodnje. Zato smo tudi mi poslanci dolžni, da v največji meri vam to zagotovimo in omogočimo. Naj vam zaupam, v četrtek imamo odbor za zdravje in tudi takrat bomo uradno, pričakujem seveda, ustanovili pododbor za spremljanje raka. Prvotni namen tega pododbora v tem sklicu mandata pa je zagotoviti pravico do pozabe diagnoze. Kaj to pomeni? To bo družbena pogodba, ki bo omogočila, da vam, mladim junakom, borcem, bo omogočeno, da po preteku zdravljenja in nekem določenem času, da se zagotovi vse potrebno, kar potrebujete, pravico do najemanja kreditov, do stanovanja, nezgodno in življenjsko zavarovanje. V vaših kartotekah ne bo smelo več pisati, da ste imeli kdarkoli breme raka. To je naša zaveza za ta mandat, pa tudi skrb in zagotavljanje sredstev za učinkovito zdravljenje mladih onkoloških bolnikov, zagotavljanje pomoči bližnjim, staršem in vsem, ki to pomoč potrebujejo. In to vse z enim samim namenom, da bi bilo spoprijemanje z rakom kar se da uspešno. In niste sami.
niste sami. Vsi tukaj vemo in stojimo za vami. Vaši najbližji in vsi vas podpiramo in zagotavljamo podporo pri poprijemanju z rakom. In za konec res želim vam še enkrat položiti na srce. Niste sami. Razumemo vas in nas je veliko, ki vas razume in podpira. Zato hvala vam za ta dragocen obisk v Državnem zboru. Hvala vam. Srečno.